Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Skratka, hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes se vam želela tako zelo javno in zelo konkretno pokazati in nakazati, kaj je bila moja najboljša, ena izmed najboljših življenjskih odločitev v zadnjem letu, recimo absolutno ta, da sem postala potapljačica, ne? In moram reči, da me je potapljanje tako zelo navdušilo in tudi toliko fajn inštruktorja sem imela v Sloveniji, da enostavno to vsem priporočam. Čisto vsem, da poskusijo in morate vedeti nekaj, da sama sem imela ogromno težav z mojimi ušesi, z vnetji, z vsemi takimi zadevami in tudi v Avstraliji, veliko stvari se je zgodilo, ampak veste kaj? Potapljanje je krasna, čudovita stvar, meditativna in to more res da probati vsak. In ravno zaradi tega boste danes poznali mojega učitelja, inštruktorja, ki je zares zaupanja vreden, kajti Bojan, ki ga boste spoznali, je do tega certifikata oziroma do tega, da se lahko potapljamo, spravil že okrog 900 potapljačev, je torej že usposobil. Poleg tega ima sam več kot 4000 potopov. To je Bojan Mančič in ja, ga že slišim. Evo, kar naprej, lepo Kako je zdaj? Ko pa ti nisi zrihtan? Evo, lepo zgledaš, v redu je. Je v redu? Ja, super. Poglej, vse še štima od zadnji. Ja, v redu? V redu. Evo, sem pripravljena, izvoli. Hvala lepo. Veš, sem imela dobrega učitla, ne? Pa je bilo to potem bistveno drugače. Bojan, koliko ljudi se recimo letno odloči, da postane potapljač, ker ti tudi dosti v tujini delaš, a ne? Tako je. Ja, zdaj v mojem primeru dejansko je tako, ne. Dokaj smo pač uspešni, a ne. Tako da jaz sem nekaj preko 100 tečajnikov vsako leto, ne. Vsako leto. Je to lepo število, tudi svetovno merilo, tako da sem kar zadovoljen, zaenkrat, dokler je tako. Pa je Slovenija fajn obala, lahko kaj potapljač doživi? No, mislim, to je zdaj retorično vprašanje, ker jaz vem, da se da kaj doživeti, ampak verjetno mislijo, ne, pa sej pa v Sloveniji se pa nič ne da videti. Ja, pravzaprav v bistvu dosti ljudi, tudi domačinov, Primorcev, bom rekel, zelo presenečenih, ker gre pod vodo, da dejansko je toliko veliko stvari za videti. In rečejo potem, toliko časa smo bili, smo tle živimo in v bistvu nismo še probali, tako da so potem precej presenečeni in dejansko naša obala je zanimiva. Si ustanovitelj društva oziroma ni društvo, kaj je klub, kako se reče temu? Nemo Divers, kaj ste? Potapljaška šola v bistvu. Potapljaška šola, no, krasno. In ta potapljaška šola dejansko usposablja ljudi. Koliko te je tebe poklicali to? Ker to ni nek poklic, da bi človek rekel, ampak je pa poklicanost, ne? Pa ja, v bistvu nekako eno z drugim, se pravi, ni zdaj, da bi en dan se zbudil, pa rekel, zdaj pa 3-4 zdaj bom pa inštruktor, nekako gre sproti, v bistvu, ko se izobražuješ, potem nekako to smer zavije in v bistvu pol jaz nisem nikoli več nazaj gledal, dejansko, ko smo začeli, so pa nove priložnosti se odprle, predvsem pri tej Nemo Divers šoli, in dejansko smo potem smo šli skozi naprej. Jaz, kaj nekaj doživim in mi je tukaj fajn, kakor mi je dejansko potapljanje fajn, ker, pač, to je za mene popolna terapija, Tih moram biti, ne moram govoriti pod vodo. Absolutno. Počas gre vse, zagibi morajo biti zavestni, in to je zame popolno. In ravno zaradi tega sva se dogovorila z Bojanom in evo, lahko tudi za vas krasna izkušnja. Torej, spoznavni potop v nedeljo 17. junija se bo to zgodilo na slovenski obali. Kje se bomo dobili? V Bernardinu? Tako, ja, na Bernardinu. Tam se dobimo, potem pa z ladjico, panoramski izlet in pa izkušnja spoznavnega potopa. Zdaj, spoznavni potop še ni certifikat ali pa karkoli. Kaj v bistvu je ta spoznavni potop?
Tako je, spoznavanje potop je za vse tiste, ki se niso nikoli potapljali, ne, dejansko, da poskusijo potapljanje, da vidijo, če to za njih, ne, in pol more biti, seveda lahko nadaljujejo tudi na pol tečaj potapljanja, ne, večdnevni, medtem, ko ta potop je pa prav zato, da ne, včasih je bilo dejansko tako, da so ljudje mogli zelo veliko časa preživeti v učilnici in gor in dol in dejansko niso imeli možnosti takoj stika z vodo. Ne. Se pravi, da takoj vidiš firbec, potešiš, a je to zate ali ni? Tako, ne. Se pravi, samo počutje, da se vidi, kako je in če potem te to potegne, ne, in potem dejansko so tudi ljudje na tečajih zaradi tega. Ne. Jaz vem, da se ti spomniš, ker sva se midva prvič spoznala, sem jaz te zelo tak na rezervi, sem te opazovala, zelo, kakva sem bila? Nezaupljiva? Ja, v bistvu mogoče, ja, pa teč, dobro, verjetno tudi zaradi dela malo, ker si precej pod stresom in tako, ne. In moja naloga je bila prva, da te pač pomirim, ne, ker dejansko drugače ne moram delati, ne, z osebo, ne. In s tem v bistvu mojimi izkušnjami in tu, ne, v bistvu pristopom se lahko pač tudi individualno posvetiš, ne, in s tem dosežeš, pač največ potegneš od človeka, ne. In tudi pol se je te podprlo, ne, in si dejansko videla, ne, potem tudi z mojimi očmi bova rekla, ne, in na ta način nam je potem tudi uspelo. Pač mene je bilo najbolj strah, a bojo moja ušesa zmogla. Ker moje prepričanje in tudi pri veliko ljudeh, ki se dejansko pogovarjamo, ki probamo nekaj tauhat, ne, pa iti pod vodo, dejansko že na 1 metru ti hoče ušesa ven vršta, ne. Ampak to ni mirodajno, ne, da potem sklepaš, da se ne bi mogel potapljati, ali kak? Vsekakor to z ušesi je pač rutinirano, pač izenačujemo pritisk, ne. Podobno recimo kot ko gremo na letalo, ne, se pravi, tam je mogoče tam do 30% spremembe pritiska, se pravi, potem, ne vem, zazehamo, požeramo slino oziroma mi uporabljamo ta valsalva manever, ki se stisnemo za nos, pihnemo, ne. Torej, ta zadeva je dejansko potem preide v neko rutino, se pravi, da dejansko vsake pol metra do metra izenačujemo, ne, in tudi čutimo to spremembo pritiska in potem nam to preide v navado, a ne. Tako, ker samo dihanje pod vodo, na začetku se vam zdi ono grozno, se pravi, neki regulator imamo v ustih, kaj zdaj to, a ne, ampak potem, čez čas, pa v bistvu to rata čisto popolnoma naravno, ne, tako. Res je naravno potem, no. Meni se zdi, da kje imajo ljudje največ težav? Ali z dejansko z regulatorjem v smislu dihanja ali dejansko z uravnavanjem pritiska? Lahko bi rekel, da mogoče tisti prvi stik z vodo je, ne, da dejansko prvi vdih pod vodo, ne, je najtežji, ne, in ker dejansko mi našem umu, ne, ali pa možganom povemo, da smo, se pravi, refleks naraven, ne, človeški je, da se zapre dihanje, ko imamo glavo pod vodo, ne. Ja. Tukaj pa dejansko glih to naredimo, ne, in zavestno moramo potem vdihati, ne, in dejansko, ko vidimo, se pravi, imamo novo informacijo, se pravi, naš um to sprocesira in potem smo že navajeni, ne, in naslednjič je to popolnoma enostavno. Odlično. Evo, vabljeni na spoznavni potop, to bo ena nepozabna nedelja, lahko greš že v petek, če čte, ampak v nedeljo se mi skupaj družimo in vsekakor bom en potop tudi jaz upravila zraven, tako da pridite, se bomo družili, lepo, se pravi, dobimo se v Bernardino, se tam dobimo, obleke, uno, tretje, vse te zadeve poskrbi tvoja šola potapljanja, se naložimo na čoln, gremo dejansko do Fiese, se tam kopamo, smejamo, sončimo in dejansko tudi se potapljamo. Tako. Bravo, kakšen fantastičen dan. Od koliko let naprej, pa do koliko let je primerno? Tako, v bistvu organizacija nekako od 8 let naprej že dopušča potapljanje, se pravi, je sicer v omejeni globini, ne, se pravi, so posebni programi za otroke od 8 do 10 let, z 10 leti pa že polnopravno lahko dela opravlja tečaj začetni. Tukaj pa v bistvu je samo omejitev globine, ne, do 12. leta, potem pa v bistvu je že tudi pod 18 metrov, tako kot imaš ti v bistvu, ne. Ja, tako. Kaj pa navzgor omejitev? Ja, najstarejši, ki sem jaz imel, je bil 70 let, no. Tako da sem bil tudi zelo ponosen, ker je pač tečaj upravil, ne, se pravi, da tam se srečuješ mogoče majčkeno omejena mobilnost, to pač z leti, kar pride, normalno, ne. Ampak ja, če je volja, v bistvu se da tudi tako, ne. Tako da sem zelo ponosen, da smo tudi lahko končali tečaj. Jaz, kar sem opazila, se veš, da mi smo bolj, ne, tudi taki, mene impresionirala, zakaj jaz vsem govorim, lej, morate probati potapljanje, ampak pri tebi je to v bistvu zaradi tega, ker imaš eno tako posebno energijo. Jaz mislim, da imaš tudi ti ene nezavedne zdravilne sposobnosti, ki jih dejansko imaš.
počutiš se sproščenega, jasno in ravno to, ne, mislim, ta prvič, ko si povedal, se je meni usidral v srce, da dejansko karkoli pride, lahko pod vodo vse rešiš. Tako. Nič ne rabiš, ne? Iti na površino, ja, ne, se pravi. Ker nagonsko se zmeri, instinktivno se dvignemo na površino zaradi tega, da zajamemo zrak, ne, ampak potem, ko določene izkušnje obstajajo, lahko pa rešujemo zadeve pod vodo, ne. Tako. Odlično. Kaj bomo videli? Bomo videli kakšne ribce Ja, na spoznavnem potopu? Ja, imamo kar neko celo vrsto rib, no, mogoče 15 vrst se jih takoj vidi, ne, sploh v tem poletnem času. Ja. Potem imamo pač tudi kakšne pobotnice, sipe, celo vrsto školjk, rakov in tako no. Tako da v bistvu je kar diverziteta kar zanimiva. A na Fiesi bomo, se pravi, bomo tudi videli unga hrošča not, pa voznika pa tak? Ja, tako, no. V bistvu je Renault 4, no, tista, ne, sicer je res že v slabem stanju, ampak definitivno je pa še tam, ne, pa se nek motorist, pa neke skulpture so pod vodo, se pravi, postavljene zato, da dejansko je bolj zanimivo, ne, se pravi, da ob tem grebenu in še ostale stvari, še neke potopljene ladjice in tako ne. Juhej! Kaj lahko gre narobe? To ponovadi ljudi zanima. Mislim, kaj lahko gre narobe? Mislim, koliko je to varno ali kakorkoli. Naj poudarva, ne, 900 potapljačev nekje si usposobil, sam imaš več kot 4000 potopov, torej 4000 potopov. Jaz sama zdaj bom malo prišla do 200, ne, ampak so to neke izkušnje, neka kilometrina, ljudi z celega sveta si dejansko že spravil do tega. Ja, vsekakor v bistvu nekako ljudje novi predstavljajo neki izziv, ne. Ja. Zdaj, recimo, kakšne indijske države, azijske so še večji izziv, ne, se pravi, da ljudje imajo manj izkušenj z vodo, se pravi, manj plavajo, se pravi, kasneje so se naučili plavati in tako, no. Se pravi, so Slovenci dobri potapljači? Absolutno, Evropejci so vsi zelo dobri v plavanju in tudi v potapljanju imamo manj težav, kot s kakšnimi Azijci, ne. Ampak vsekakor vsi, če imajo dovolj veliko željo, lahko opravijo tečaj, ne. Ni, se pravi, jaz zmeraj rečem, ne, če imate vi željo, imamo mi tudi, ne. Tako da ljudje so prišli še nazaj večkrat in na koncu v bistvu je bil rezultat, da so pač končali tečaj, ne. Tako da pa pač iz različnih razlogov prihaja. Eni prihajajo pač, imajo kakšne fobije pred globino, gor, dol, no. V bistvu tudi to smo že imeli, ne, in tudi to smo pol dejansko odpravili, ne. Tako da. Jaz sem vam popoln primer. Klaustrofobija je bila v preteklosti, dejansko strah pred takimi zadevami, z ušesi težave, ampak danes lahko rečem, da je to nekaj najlepšega in tudi, ko greš pol nekam na potovanje, ko se lahko potapljaš naprej. Spoznavni potop, kakor mogoče potapljanje ni toliko poceni šport, kakor pohodništvo, ker praktično nič ne rabiš, ne, pa vendarle šola potapljanja vse nudi, se pravi celotno to opremo, nič ne rabiš imeti svojega zraven. A rabijo kaj svojega zraven prinesti ljudje na spoznavni potop? Ne, načeloma mi, da še vso opremo damo, ne. Se pravi, če imajo kakšne svoje stvari, lahko prenesejo, pa vidimo, če je ustrezno, ne. Mogoče kakšne maske plavuti, da imajo ljudje doma, drugače pa ni potrebno, seveda mi bomo pač vso opremo dali in bomo pač najdli ustrezno velikost in ni problema. Pa bombe boste tudi nafilali, ne? Ja, jeklenke drugače. A ja, jeklenke. Tako, ja. Odlično. Torej, 17. junija res za naše gledalce Klepet ob kavi, res fajn, tudi zelo dostopna zadeva za nepozabno nedeljo, za nepozaben torej dan na slovenski obali, kjer se bomo imeli fajn in boste tudi poskusili potapljanje. Kakšna nevarnost v slovenskih morjih, v tem smislu, ne vem, morski pes ali pa karkoli. Pred morskimi psi imam tudi strah, ampak sem ga zdaj na Tajskem presegla, zato ker sem dejansko, mene zaplaval morski pes in whale shark, tako da to sem zdaj neka kljukce tudi naredila že. Ja, tako je, v bistvu ne boš rejala, ampak dejansko z 90% vprašanje glede morskih psov, ne. To v bistvu se navezuje na te filme, ki so v bistvu spromovirali, da so morski psi pač krvoločne živali in da pač je najraje, da bi pač nekoga pojedel, ne, kar dejansko ni, ne. Se pravi, od 300 vrst morskih psov, mogoče 3 vrste so potencialno mačkam bolj nevarne, se pravi, da tudi v ustreznih pač pravilih se da tudi s takimi živalmi potapljati, ne. V Sloveniji sicer so dlje prisotni, ampak zdaj že kar nekaj časa ni bilo, ne. Ponavadi tudi pol dosti obveščajo tudi po novicah, da se ljudje ne kopajo, ampak ni pa nobenih napadov zabeleženih ali karkoli, no. Se pravi, pa večinoma, jaz mislim, da te napadi so pač
da pomota, pač kakorkoli. No. Je pa zelo, zelo majhno število nekih smrtnih primerov na letni ravni v primerjavi z, ne vem, domači psi jih imajo, ne vem, 25,000 mrtvih, medtem recimo pri morskih psih mogoče 10, ne. Tako da v bistvu ni, in se jim velika krivica dela, ne, se pravi, da mislim, da okoli 100 milijonov, da jih na leto se pobije, no. Tudi nekaj za juhe pa s tem namenom, ampak drugače pa tudi se pač... Pa čistilci so, ne, drugače? Ja, seveda, na vrhu prehranjevalne verige, ne, in dejansko, če bi oni izumrli, bi bilo pač tudi težava, ne, za morja, ne. Tako. Bode, da se na slovenski obali, da je tudi kar nekaj delfinov pa tako. Ja, tu pa v bistvu eno društvo se ukvarja z temi delfini, mislim, Morigenos v bistvu, oni spremljajo, mislim, da jih je 45, no, mogoče se motim, v glavnem se pa opazi, da dostakrat gremo s plovilom, ne, gremo bolj zunaj, se opazi tudi v bistvu, ko pridajo bližje, tako da v Piranskem zalivu jih je kar nekaj, no, tako moram reči, no. Sicer na potapljeniki nismo srečali, no, ampak ja, nikoli se ne ve, no. Nikoli se ne ve. Hvala lepa, Bojan, za vse informacije, ki si jih posredoval. Torej, 17. junija v nedeljo, število je seveda omejeno zaradi zagotavljanja, ne, da si ne bojo ljudje predstavljali, zdaj pa 20 ne gre v vodo, pa en inštruktor bo, pa znajte se, ne? Tako. Ne, vsekakor je program prilagojen, maksimalno število je 4 inštruktorja, načeloma dajemo pa 2 zato, da zaradi varnosti, tako da ni problema, kakorkoli ljudi bomo potem organizirali termine in zagotovili ustrezno število ljudi. Odlično. Evo, zdaj sem pa jaz ostala. Ja, bo šlo. Hvala lepa, Bojan, ti kar vse, če bomo mi, da se še kaj pogovorila. Vam pa torej povem, 17. junija v nedeljo spoznavni potop, primeren, torej, za vse ljudi, ki bi radi potešili svoj firbec, kar se tiče potapljanja. Če še nimate te izkušnje, to izkušnjo morate imeti, ker to je nekaj tako čarobnega in tudi voda, to je princip ženske energije, ženske, to morate videti, koliko je nam morskim deklicam po duši, koliko nam je dejansko to primarno, koliko poboža našo dušo, kakšne volje si, kad dejansko prideš ven. In še nekaj vam povem, tudi če bo slabo vreme, tam spodaj je zmeri fajn vreme in se bomo imeli super fino in fajn, seveda pa se morate zaradi števila in omejitev vsega skupaj, se morate predhodno tudi prijaviti. Na 02-6200-230 oziroma če greste na spletno stran klepetobkavi.si, lahko najdete že tam možnost prijave. Vsekakor predhodne prijave so torej nujne in hitro si zagotovite svoje mesto, kajti to bo res nekaj posebnega, kar bo zaznamovalo vaše poletje 2018. Torej, spoznavni potop v nedeljo 17. junija, to je tisti datum, ko potem pridemo glih iz Iža, kar pomeni, da bo super fino, fajn izkušnja. Fajn bote!